Je kar tle gor. Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Danes sem sprejel delegacijo Zveze društev za pomoč osebam v duševnem razvoju, Zvezo Sožitje, kjer so mi predvsem predali peticijo, ki jo je podpisalo več kot 10.000 ljudi, ki se nanaša na urejanje položaja osebam, ki imajo pač motnje v duševnem razvoju. Kot veste, je zakon o socialno-varstvenih prispevkih, ki naj bi začel veljati s 1.6.2011, ustvaril neko določeno nejasnost, kar zadeva njihov status, predvsem pa tudi njihove prejemke, na nek način bi bili izenačeni z brezposelnimi, kar se ne ustreza dejstvu. Rekel, te motnje niso brezposelnost, niso rezultat brezposelnosti ali pa sama po sebi je to pač invalidnost in zato na to so oni opozorili z vso potrebno argumentacijo, ki je bila mimogrede sprejeta tudi strani resornega ministrstva in vlade. Zakon o socialno-varstvenih prispevkih, ki to popravlja že v državnem zboru in bo sprejet na naslednji seji, majski, še preden bo začel veljati sam osnovni zakon, zelo s 1.6.2011. Tako da ta zadeva je v tem pogledu rešena, seveda pa niso rešeni številni problemi, s katerimi se osebe z motnjami v duševnem razvoju srečujejo, predvsem pa tudi ne problemi, s katerimi se srečujejo njihovi starši, rejniki ali tisti, ki pač skrbijo zanje. Predvsem sem bil opozorjen na vprašanje izobraževanja in vključevanja, kjer je pravzaprav pred nami bela knjiga, ki jo pripravilo Ministrstvo za šolstvo in tudi potreba, da se ta bela knjiga bolj prilagodi ljudem, ki imajo motnje v duševnem zdravju in pa seveda govorili smo tudi o pripravi zakona o socialni vključenosti, ki naj bi na sistemski ravni rešil problem vključenosti različnih posebnih skupin v družbeno življenje. Skupna opredelitev vseh nas seveda je ta, da se za osebe z motnjami v duševnem zdravju naj ne bi dogajalo nič drugače kot za vse ostale ljudi. Se pravi, da moramo poiskati načine, kako jih čim bolj vključiti v normalno šolanje, v normalno življenje, ne pa pravzaprav insistirati na njihovi različnosti in jih zaradi njihovih različnosti pravzaprav segregirati v posebne skupnosti. Ta pot je seveda že dolgo znana, ta pot ni nekaj novega, se pa prinaša vrsto vprašanj strokovnih in tudi ekonomskih in upamo, da bo tudi z dejavno pomočjo državnega zbora rešen na primeren način v tem novem zakonu. Še družinski zakonik bi omenil, ta z tega vidika prinaša pomembno novost, daje pravilno sposobnost tem osebam in upamo, da bo tudi to pripomoglo k večji, lahko bi rekli, enakopravnosti ljudi z motnjami v duševnem razvoju v slovenski družbi. Zdaj pa prosim še besedo predsednici, gospe Katji Vadnjak. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila gospodu predsedniku državnega zbora, dr. Gantarju, da nas je sprejel in se z nami pogovoril o ključnih zadevah, ki nas starejo in ki jih je tudi omenil. Gre v bistvu za to, da smo mi želeli nagovoriti državni zbor, predvsem zato, da bi upozorili, da je Slovenija z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov prevzela nase določene obveznosti oziroma da morajo zakoni, ki urejajo področje invalidnosti, seveda biti usklajeni z duhom in besedo Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Pri tem seveda smo svojci sinov in hčera z motnjami v duševnem razvoju v težkem položaju, ker pravzaprav, kadar se govori o invalidih, se praviloma govori o
drugih vrstah invalidnosti, senzornih, telesnih, spregleda se pa naša invalidnost, med katerimi so tudi slepi, tudi gluhi, tudi na vozičku. In da gre pravzaprav za najbolj ranljivo družbeno skupino, ki težko sama izrazi svoje interese oziroma potrebuje pri izražanju svojih interesov podporo poštenih in dobro mislečih ljudi. Dialog v Državnem zboru je bil uspešen, tako da smo uspeli ne samo z spremembo tega zakona o socialno-varstvenih prejemkih, to se pravi ohranjena bo nadomestilo za invalidnost. Uspeli smo tudi senzibilizirati naše poslance, da bodo pozorni na zakonske rešitve, ki bi bile v opreki z temi ključnimi našimi zahtevami, ki smo jih podnaslovili za dostojanstvo ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Hvala lepa. Hvala, mogoče še vprašanje. A zdaj se pravi ta zakon o teh socialno-varstvenih prejemkih, ste rekli, da boste obravnavali. Ja, lejte, to so čist brisali. Oni so pač to spremenili tako, da so v bistvu po prijemku, ki ga dobijo izenačeni kot brezposelni, kar pomeni, da so ukinili enostavno rečeno invalidnino. Oni pa dejansko, glede na svoj status, niso brezposelni. Njihovo prispevki izhaja z dejstva, da so pač omejeni oziroma da so enostavno rečeno invalidi in to bomo zdaj s tem spremembo zakona obrnili nazaj. Ja, no se pravi, to je čist, da je izbrisano iz zakona. Sedanjem zakonu, ki pa še ne velja. Ja, in ta zakon boste zdaj, mislim... Ta zakon bomo popravili na 28. redni seji Državnega zbora, se pravi zdaj, maja, in ker se ta seja začne 16. Je treba računati, da bo tam v prvih dneh popravljen, ker velja potem še 7 dni čakanje na veto, referendum, jasno in tako naprej. Računamo, da vsega tega seveda ne bo, ne računamo, smo prepričani in potem seveda z vakacijo legis lahko začne veljati istočasno ali prej, oziroma istočasno z osnovnim zakonom, kar pomeni, da se ta aplikacija, ta nedomišljenost, ki je v sedanjem zakonu, ki naj bi začel veljati 1.6. sploh ne bo izrazila oziroma realizirala. Ostane potem vse potem. Ostane tako, kot je, ja. Najmanj tako, no, in to je, moram reči, da je to bil ali bil spregled, ali je bila neka napačna strokovna rešitev, vsakor je to jasno, treba vrniti na to stanje. Še kakšno vprašanje? Sej, hvala lepa. Ja. Ja. No, včasih smo tudi mi hitri, ne? Še enkrat gospod. Hvala lepa. Mene so zdaj ene mapce in moja direktorca dala vzemte, ker prosim.